Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo uživali v soju odrskih luči in sicer v gledališki predstavi. Učenci so skupaj z učiteljico z mnogo truda ter časa pripravili pravo piratsko predstavo. In med učenci je tudi Žan. Žan, ki večer pred premiero ne more zaspati, saj ima ogromno skrbi glede predstave. Mislite, da bo predstava uspela? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Predstava. Za Žana in vse njegove sošolce bo kmalu prišel dan, ki ga tako težko pričakujejo. Samo še nekajkrat gredo spat in že bodo stali na odru obsijani žarometi. Na predstavo se z gospo Elodijo pripravljajo že več tednov. S svojimi pridnimi tačkami izdelujejo vse, od scene do kostumov. Strižejo, lepijo in ustvarjajo. Starši se bodo gotovo počutili, kot da so nekje na Karibskem morju. Tema letošnje predstave so namreč, kot ste morda že uganili, pirati. Žan te dni misli samo še na predstavo in vsak večer vadi pred svojimi največjimi oboževalci. Odvežite vrvi, mornarji! Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na predvečer predstave je Žan v svoji posteli, vendar... Mami, ne morem zaspati, pa naj še tako zatiskam oči. To je normalno, ljubček. Jutri je veliki dan, zato si tako vznemirjen. Mislim, da me je strah. Predstavljaj si, da se zmotim. Ali da pozabim svoj kostum. Ali da padem. Ali pa, da bi z odra moral na stranišče. Vse bo v redu, srček. Vse bo šlo kot po maslu. Pripravljen si. Veliko ste vadili. Misli predvsem na to, kako prijetno bo in kako neizmerno boš užival s svojimi prijatelji. Končno le pride veliki dan. Žan je tako vznemirjen, da se prebudi prvi. Mami, oči, danes je, predstava je danes. Oči, kdaj gremo v šolo? Počakaj še malo, moj mali pirat. Najprej bo treba zajtrkovati. Končno le prispejo v šolo in mama Žana pospremi do zakulisja. Pridi, da te še enkrat objamem, ljubček, mu pravi in ga še enkrat poljubi. Vem, da se boš izkazal. Ta kostum vala ti zelo pristaja. Mami, a misliš, da bom nekoč lahko igral pirata? Seveda, ampak vedi, da je tudi tvoja vloga zelo pomembna. Val je tisti, ki piratski ladji pomaga, da se pomika naprej. In ti si najlepši val, kar ga je svet kdajkoli videl. V zakulisju Žan sreča vse svoje prijatelje. Pogled se mu ustavi na prečudoviti Lili, ki je že v svoji obleki. Res je najlepša od vseh princes, vas osupel pomisli. Preden se učenci povzpnejo na oder, gospa Elodija daje še zadnje navodila. Tim, ne grizljaj svojega meča, to ni korenček. Maša, nehaj vleči Lili za obleko. Kje je Vili? Aha, tamle je. Ne pozabi svojega meča, Črna brada. Ste pripravljeni, otroci? Ja! Zapijajo vsi v en glas. Dobro, pa ne pozabite na nasmeh, jim še svetuje gospa Elodija. Ponosna sem na vas, moje zvezde. Vem, da se boste odlično odrezali. In kar je najpomembnejše, uživajte! Rdeča zavesa se odgrne
in vsak zavzame svoje mesto na odru. 1, 2, 3, zdaj sem postal val, si reče Žan in se požene na oder. Od tam, kjer stoji, lahko vidi Lili, ki je na vrhu najvišjega grajskega stolpa. Tako rad bi bil pirat, da bi jo lahko rešil, zavzdihne. Ampak zdaj ni pravi trenutek, da bi razmišljal o tem. Zdaj je val in v igri ima prav tako pomembno vlogo. Med gledalci sta tudi oče in mama. Prišli sta celo sestra Neja in babica Betka. Vsi so tukaj. Kaj, če bi jim pomahal, da ga vidijo? Konec koncev se val stalno premika. Pa naj bo. Samo majhen zamah. Nihče ne bo opazil. Odvežite vrvi, mornarji. Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na kljunu ladje deklamira Vili. Kapitan, zakliče Andrej. Krmilo usmerjamo proti otoku, da osvobodimo princeso. O, lepa klovnesa, recitira Vili. S tresočim glasom še enkrat poskusi. O, le. V dvorani nenadoma zavlada tišina in vsi pogledi se uperijo van. Ubogi Vili, pozabijo svoje besedilo, pomisli Žan. Počasi se približa Viliju in ob tem poskuša kar čim bolj posnemati gibanje valov. Kaj delaš? Me poskušaš utopiti? Se razjezi Vili. Ne, tukaj sem, da ti pomagam, mu zašepeta Žan. O, lepa princesa, mu zašepeta v uho. Vili hitro razume navodila in ponovi za njim. O, lepa princesa. Prepluli smo vse oceane, da bi vas našli, zašepeta Žan. Zdaj smo tukaj, da bi vas rešili, preljuba princesa, izvoljenka mojega srca, nadaljuje. Vili dosledno ponovi vsako besedo, ki mu jo Žan prišepne. A, Črna brada, rešitelj moj, zakliče Lili iz svojega stolpa. Tako sem vesela, da ste tukaj. Ampak da me rešite, se boste morali najprej soočiti z zmajem, ki straži ta stolp. Začenja se zadnja bitka. Žan se umakne ob stran in spodbuja svoje prijatelje. Tudi on se na svoj način spopade z zmajem. Končno jim le uspe pokončati to strašno pošast. Žan je tako vesel, da je lahko Viliju pomagal rešiti Lili. Na koncu predstave vsi navdušeno ploskajo. Vili ta čas izkoristi za to, da se približa Žanu. Hvala, Žan. S tvojo pomočjo sem se spomnil besedila in rešil princeso. Lili je edina, ki je z vrha svojega stolpa opazila, kaj se je zares zgodilo. Tudi ona pohiti k Žanu in mu na uho zašepeta. Skočila bom med valove, moj pravi rešitelj si namreč ti. Bravo, Žan. Tudi mi vsi smo ponosni nate. Predstava je čudovita pravljica, ki nas simpatično zgodbo popelje v svet ustvarjalnosti, prijateljstva ter poguma. Namreč stati na velikem odru v soju močnih luči, kjer množica že nestrpno čaka na predstavo, ni tako enostavno. Trema nas lahko hitro ustavi, a z zaupanjem vase in podporo prijateljev te najbližjih se lahko premaga tudi največji strah. In tako so tudi današnji učenci s skupnimi močmi odlično uprizorili piratsko predstavo. Bravo, vse pohvale. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca, ki pa ni bil ravno tako spodbuden kot Žan. Še več, Boris je bil zelo žaljiv do otrok v šoli. A nekega dne se je vse spremenilo in to na bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte
Bodite ustvarjalni, ter prijateljem v stiski le priskočite na pomoč. Čau, čau! Bravo, Žan. Odlično si se odrezal.